kravi, ki je prinesla srečo. Kostariška ljudska, prevedla in priredila Anja Štefan. Nekoč je živela žena. Imela je 2 sinova. Prvi je bil pameten, drugi pa ne. In prav vsi so ga imeli za tepčka. Družina je bila zelo revna. Potem pa je v deželo prišla suša in koruzno polje se je posušilo. Fižol sploh ni vzklil, prašič jim je pobegnil in kokoši so nehale nesti jajca. In ko je lakota potrkala na vrata, materi ni preostalo drugega, kot da je poklicala svoja 2 sinova in jima dejala: pojdita na trg in prodajta našo kravo. To je še vse, kar imamo. Ampak dobro jo prodajta, vse veste, denar hitro kopni. Brata sta se spogledala, se obrnila in kravo lepo odgnala na trg. Ampak še nikoli v življenju nista prodajala tako velike živali. Kdo ve, koliko je vredna, sta se spraševala. Ko pa sta prišla na trg, se starejši brat domisli in pravi: ej, bratec, ti lepo tukaj počakaj in pazi na kravo. Jaz pa grem naokoli in se pozanimam o ceni. In je šel. Mlajši pa je stal in čakal. Pa pride nek mladenič in seboj nosi mizo. Mizo lepo postavi na tla, pogleda tepčka in pravi: koga pa čakaš? Brata, tole kravo bi rada prodala, pa ne veva, koliko je vredna. To vama pa lahko jaz povem, pravi mladenič in nadaljuje: glej, vredna je natanko toliko kot tale miza. Krava ima 4 noge, miza ima 4. Pošteno, a ne? Najbrž res, si je mislil tepček in kravo brž zamenjal za mizo. In bil pri tem zelo zadovoljen. Mladenič je kravo hitro odgnal s trga domov. In potem je tepček čakal na brata. Brat pride, krave nikjer. Kje pa je? Je vprašal. A ti nisem rekel, da pazi nanjo? Ja, ej, bratec, prodal sem jo. Poglej, za tole mizo sem jo prodal, a ni lepa? Kaj? Neumnež, nisem vedel, da si tako neumen. Kravo si zamenjal za mizo, od česa bomo sploh živeli, kaj bo rekla mama? Toda naj se je še tako hudoval, krave ni bilo nazaj. In tako sta morala domov. Starejši je hodil spredaj, mlajši pa zadaj z mizo na hrbtu. Miza je bila težka in le počasi sta napredovala po poti. Sredi gozda ju je pa zajela temna noč. Naprej nista upala. Bala sta se, da bosta zgrešila pot, da pa takole pod drevesom prespita. To pa tudi ne, lahko pridejo divje zveri in jo raztrgajo. Pa sta se domislila in sta sklenila, da bosta lepo splezala na drevo in v krošnji počakala na jutro. Starejši brat je bil 1, 2, 3 v krošnji. Mlajši pa je ostal spodaj, gledal mizo in zaklical: ej, bratec, saj mize vendar ne moreva pustiti tu spodaj, nama jo še kdo ukrade. Takole bova naredila, jaz jo bom zvlekel v krošnjo, ti mi boš pa pri tem pomagal. In res, malo sta se namučila, ampak mizo sta vendarle zvlekla v krošnjo. In mlajši se je lepo usedel na debelo vejo in starejši mu je v naročje položil mizo. In potem sta mislila, da bosta tako lepo počakala na jutro. Takrat pa sta zaslišala neke glasove. Vedno glasnejši so bili in prav grdo so govorili. Kaj grdo, preklinjali so, pa še kako so preklinjali. Takoj sta vedela, da so to razbojniki. Sta se kar ustrašila. In razbojniki, verjeli ali ne, utaborili so se natančno pod njunim drevesom.
Lepo ogenj so zakurili, so razgrnili odejo in nanjo nasuli ves nakradeni denar. O, koliko je bilo zlatnikov in srebrnikov. O, so jih šteli. Tebi 10, tebi 10, tebi 10 in tako naprej. Tepčka v krošnji so pa roke začele že prav pošteno boleti. Bratec je zašepetal. Ta miza je težka. Pst, tiho, če hočeš, da ostaneva živa. Ampak, bratec, jaz komaj še držim. Zdrži še malo, no. Ampak, bratec, tale miza je res težka. Joj, a razumeš? Če pade, je po nama. Ampak miza, ojoj, miza je res padla. O, kako je klestila med vejami. Tolkla ob deblo, da je ječalo in hreščalo in bobnelo. In potem je padla naravnost med razbojnike. Ojoj, nebo se podira, so začeli kričati in bežati na vse konce in kraje. Tja ne gremo več nazaj, tam straši, so rekli. Bomo raje kje drugje nakradli denar. In so se razbežali daleč, daleč naokoli. Brata pa, a mislite, da sta si upala z drevesa na tla? Sta kar celo noč ostala med vejami. Šele zjutraj, ko je svetlo sonce posijalo, sta zlezla z drevesa na tla, pobrala svojo mizo, pobrala sta odejo in ves denar, ki je ležal na tleh. In potem sta veselo odšla proti domu. Med potjo pa je mlajši rekel starejšemu: Ej, bratec, ampak mislim, da sem tole kravo pravzaprav kar dobro prodal. Kaj praviš? In še res jo je. Kdo bi si mislil, a? In kdo bi jo bolje prodal? Revščina se je doma umaknila bogastvu. Radi so se imeli in srečno so živeli do konca svojih dni. Tako je menda to bilo.